danes imamo kmetje prvo besedo, prvotno imamo zadnjo, razen prvi smo takrat, da se jih žrtvuje, saj ne žahom. Ampak malo za gec. Kmetje seveda nasprotujemo temu zakonu o davku na nepremičnine iz večjih razlogov. Prvo je bistveni, da model množičnega vrednotenja, ki je osnova na nekih tržnih cenah, ki se pač prodajajo tudi nekih špekulativnih zemljišč, se pravi, ne more biti osnova za davek. Če bi že bil davek, bi seveda mora biti osnova potencial, to, kar kmetijsko zemljišče lahko da. Kot drugo, seveda je problem to, da je ta vsota potem pride predvsem visoka in kmetje seveda od tega v tej zadevi ne moremo seveda nismo zmožni prenesti. Nadalje, seveda ni to edina obremenitev, ki nas čaka v drugem letu, ampak imamo še drug problem, se pravi, to je ukrepi kmetijske politike ali subvencije po domače. Imamo od novega leta 100% v osnovi za dohodnino in to je še dodatnih 10 milijonov. In če 16 milijonov predvideno iz davka na obdavčitev nepremičnin, če prištejemo k tem, da se nam bodo povečale tudi najemnine za kmetijska zemljišča, kajti vsak lastnik, ne nazadnje tudi sklad kmetijskih zemljišč, ki je v državni lasti, bo seveda to vsoto, ki bo tudi bil zavezanec tega davka, bo seveda to vsoto predavil na najemnika, na kmeta. Če vse te vsote seštejemo, je to okoli 30 milijonov evrov drugo leto višja obdavčitev, kot je letošnje leto, in to seveda za kmetijstvo, ki premore seveda tistih par procentov v BDP.